Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v našem studiu. Torej, jesen se je pravkar začela, začelo se tudi malo hladiti, ampak hladi se zunaj, na političnem parketu pa je vedno bolj vroče. Da bi malo pogledali, kaj se na tem političnem parketu dogaja pri nas v Sloveniji, predvsem v Ljubljani, v našem parlamentu, smo v goste povabili našega parlamentarca tukaj iz Murske Sobote, magistra Dejana Židana, da nam kaj več pove, kaj se dogaja. Gospod Židan, lepo pozdravljen v našem. Pozdravljeni, pa dovolite en lep pozdrav tudi za vse gledalke in gledalce znane televizije TV-as. Pa to delovanje parlamenta v teh, bi človek lahko rekel, v nekih spremenjenih razmerah, ki trajajo že leto pa pol, torej lani od marca, kakšno je delovanje parlamenta pod temi pogoji, ki pač so zaradi korona krize? Zdaj najbolj na parlament seveda vpliva tole, da enostavno se več ne ve, kaj je koalicija, kaj je opozicija. Če bi gledali čisto tehnično, imamo manjšinsko vlado, ki ima 37-38 poslancev, imamo na drugi strani v narekovajih ta pravo opozicijo, ki ima 43 poslancev, kar pomeni več kot vlada, hkrati pa premalo, da bi vlado odslovili, jo zamenjali, pa šli na predčasne volitve. In potem imamo neke begajoče poslance, ki imajo neki ustni ali pa pisni dogovor z vlado, ki včasih vladi pomagajo, včasih pa tudi ne več. Torej to stanje, kako se bo glasovalo pri posameznih zakonih, je postalo čisto kot neka loterija. Pri nobenem zakonu se več ne ve, ali bo imel podporo ali ne bo imel podporo, kar pa se kaže tudi pri tem, da nekateri zakoni, recimo te dni je padel zakon, ki bi ponovno uvedel nekaj, česar tako in tako ne sme biti, verbalni delikt. Ta zakon je na veliko začudanje koalicije je padel. Bilo je 44 proti 43, večino smo imeli tisti, ki smo nasprotovali. Vlada tudi sama že kar umika nekatere zakone, ki jih je pred tem ni govorila, kakor da bo konec sveta, če ne bodo sprejeti, zato ker že čuti, da več nima večine. Torej, to stanje, da imamo manjšinsko vlado, je vedno bolj vidno. Kar se pa tiče korone, tu pa poznate, tu imamo pa zelo nasprotujoča mnenja v koaliciji in v opoziciji. Mi v koaliciji z mano vred seveda mislimo, da vlada zelo slabo obvladuje epidemijo, zato imamo najslabše stanje v Evropi, zato imamo takšno smrtnost, zato imamo ukrepe, jaz jim rečem, da so begajoči. Zadnjič pa sem bil že tako jezen, da sem uporabil besedo butasti. Ampak kaj sem s tem mislil? Nekaj velja zjutraj, nekaj zvečer, nekaj naslednji dan in ni več človeka v Sloveniji, ki bi točno vedel, kaj tej konkretni uri pa velja. V ostalih državah ni tako, tam se ukrepi pogovarjajo, jih najavijo in potem ukrepi so stabilni, nekaj časa veljajo. Tisto, kar pa se najbolj čuti v parlamentu je pa, in to nas je vedno bolj strah, saj v opoziciji, da vlada na veliko troši denar, ki ga v resnici nima. Recimo govori o silnih milijardah, ki bo dala tja, pa tja, ampak teh prilivov ni v proračun. To je denar, ki se ga kar naprej sposoja in to je denar, ki ga bodo v resnici vračali ne samo naša generacija ali pa naši otroci, verjetno tudi vnuki in pravnuki. Torej mi v tem trenutku živimo globoko na up. In to je grozno, ker mi obremenjujemo generacije, ki se še rodile niso in nam niso dali nobenega dovoljenja, da živimo na njihov up. Tako da jaz v resnici komaj čakam, da bo te agonije konec. Takrat se bomo morali resno usesti za mizo, ponovno pogledati, kaj je najbolj nujno, kar je potrebno. Jaz sem povsem prepričan, da maksimalna prednost bo na zdravstvo. Ponovno je treba učvrstiti zdravstvo. Treba je vse narediti, da človek, ko je bolan, pride do zdravnika pravočasno in da je dobro obravnavan. To bo prednost in maksimalna prednost v naslednji vladi, ostale stvari bodo pa do neke mere mogoče nekoliko podrejene. No pa da je v parlamentu pač tako stanje, ko se nikoli ne ve, če bo zdaj na razpolago večina oziroma tisti 46. glas, je to problem v matematiki ali je to problem v interesih? Seveda, če bi bili zelo racionalni, bi misli šli že pred časom na predčasne volitve. Nekateri pa nočejo iti na predčasne volitve, sploh nekatere stranke zato, ker je obstaja velika verjetnost, da več nikoli ne pridejo v parlament, druge stranke pa zato, ker jim je udobno, če so v vladi. Ampak državi s tem škodijo, ker pravim, ne ve se, kateri zakon bo prišel, kateri ne bo prišel do tega, da bo sprejet. Tisto, kar pa v bistvu nas pa kljub vsemu rešuje, pa je, da preko se nam zdi, bodo volitve. Vsi govorijo, bodo nekoč volitve, ampak če pogledate novo leto, bo skoraj tukaj. In po prvem možnem datumu, to je, da so volitve
konec aprila v praksi pomeni, da lahko predsednik države že marca razpusti parlament in da dobimo nekaj novega, kar bo volja ljudi. Sedanja vlada ni volja ljudi. Ne? Ampak ena stranka ima že predstavitev kandidatov, se že po Sloveniji predstavljajo, bili so tudi tukaj v naših krajih. Je morda to nek znak, da se bodo volitve približale? Torej, kdaj je najhitrejši možni datum, da bi lahko bile volitve? Saj mogoče bodo celo rekli, da po končanju predsedovanja zdaj bomo pa nekaj dobrega za državo naredili in gremo na predčasne volitve. Ampak termin predčasnih volitev, če bodo to rekli v januarju, je bolj manj primerljiv rednim volitvam. To se nam je zdaj že dvakrat zaporedoma dogodilo. Se tudi prejšnje volitve so bile predčasne, ki so padle na podoben datum, kakor da bi bile redne. Torej, politične stranke, vsaj one resne, že v resnici imamo bolj manj kandidatne liste. To velja tudi za socialne demokrate. Mi smo se dogovorili, da o tem javno ne bomo govorili, je pa velika verjetnost, da jih bomo predstavili že oktobra. Parlament je neka tista zakonodajna veja oblasti, bi lahko rekel hram demokracije, in vi ste dejansko tisti, ki postavljate ta pravila igre. In ena izmed teh pravil igre je ta zakon o nalezljivih boleznih, ki je seveda posledica odločbe Ustavnega sodišča. Torej se nekako govori, da bi se naj ta zakon o nalezljivih boleznih sprejel, mislim, da v začetku oktobra, oziroma bi se o njem razpravljalo. Kaj se okrog tega zakona dogaja? Tisto, kar je potrebno povedati, zakon o nalezljivih boleznih je potrebno spremeniti, ker je tako odločilo Ustavno sodišče, dalo je celo rok. To je prvo izhodišče. Mi smo že dobili pred časom, saj je poznano, neko obliko spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki je bila opoziciji pa tudi širše javnosti čist nesprejemljiva. Zdaj nove verzije v parlamentu še ni, tudi vlada ga še ni poslala. Dejstvo pa je, da minister za zdravje obiskuje poslanske skupine v koaliciji in tudi v opoziciji, bil je tudi že v naši poslanski skupini, ker v tem trenutku se mi zdi bolj posluša. In mi smo mu povedali argumente tudi, zakaj njegova prejšnja verzija je bila za nas nesprejemljiva. Zdaj pa če lahko to razložim, če imam toliko časa. Izvolite, gospod, povedite. Poznate, da če prije do neke nalezljive bolezni, seveda neke omejitve morajo biti. Morajo biti pa zelo jasne, zakaj so, in na zelo omejen čas, pa seveda tudi strokovno morajo biti podkrepljene. To je prvo izhodišče. Drugo izhodišče je, da Ustava nekatere človekove pravice zelo ščite. To je pravica recimo do zbiranja, potem nedotakljivo stanovanja in podobno. Nekatere torej pravice so zelo ustavno zaščitene. In ukrepe... Nedotakljivost do telesa, ne? Tako, marsikatera. In enostavno ne more biti kar tako, da si nekdo nekaj domisli, da bo delal preko odlokov ali pa celo kar preko zakonov, da bo recimo si vlada vzela pravico, da vlada sama odloča, kdaj v državi izvaja ukrepe, ki imajo značilnosti izrednih razmer. To pač ne gre. In mi smo skušali že takrat ministru povedati, da prvič, kadar pride do nekih posebnih ukrepov, mora biti v zakonu zelo jasno napisano, v kateri primeri. Takrat so si napisali listo bolezni, kdaj lahko pride, pa pustili so odprto in v podobnih primerih, če tako predlaga stroka. To, če bi imeli neki prehlad, bi se lahko nekdo to zlorabil in to razglasil kot neko, bom rekel, epidemijo. In bi nas nekako lahko omejil na domače stanovanje ali pa nas dal v karanteno ali kakorkoli. Jaz se tako razumem. Ja, in tega tudi jaz podobno razumem in tega ne sme biti. Zdaj potem, ko vlado vpraša, zakaj ste takrat tako naredili, rečejo, saj bi poslali obvestilo v parlament. Parlament lahko to, kaj vlada sprejme, prebere tudi časopisa ali če gleda vašo televizijo. Mi ne rabimo teh obvestil. Parlament je tudi, da sprejema ukrepe. In kadar se gre za izredne ukrepe, je povsem jasno, da jih mora sprejemati parlament in v resnici jih naj sprejema za dvotretjinsko ustavno večino. Jaz tudi razumem, recimo, da če se nekaj novega dogodi, da vlada mora hitro odreagirati, ker nihče drug takrat ne more. Parlament ne zna odreagirati v roku nekaj ur, ker je postopek predolg. Kot je bilo recimo lani marca, ko se itak ni vedlo, kako in kaj. Tako, torej, ampak to obdobje mora biti zelo omejeno. Od tu naprej pa lahko v bistvu resne ukrepe potrjuje samo tisti, ki ima pravico tudi razglasiti izredno stanje v državi, in to je parlament. Tako da, ko mene ljudje sprašujejo, kako boste glasovali o novem zakonu o nalezljivih boleznih, jaz povem, da jaz ne poznam novega zakona o nalezljivih boleznih. Jaz ne vem, kaj bo vlada naredila, če bo sploh kaj naredila. Ker dejstvo pa je, da se vlada, odkar je tako zelo izgubila referendum o zakonu o vodah, se v resnici
bolj kot parlamenta se boji kakršnega koli referenduma. Vlado je strah in zato vidite umika cel kup zakonov iz parlamentarne procedure ali jih zaustavlja, ker je strah, da bo še enkrat prišlo do referenduma. Vlada pa se zaveda, da če pride do referenduma, dvoje čustev igrajo. Prvo je, kaj si konkretni ljudje mislijo o konkretnem zakonu, drugo pa je, kaj si konkretni ljudje mislijo o vladi kot o take, ne? In kljub vsemu, kakorkoli obračamo, velika večina ljudi trenutne vlade v Sloveniji ne cene. Pa tu morda pri tem zakonu o nalezljivih boleznih, vseeno bo verjetno vlada hotela pokriti vse te odloke, pravno pokriti, pa te morda je nek občutek, v katero smer bo šel ta zakon o nalezljivih boleznih. To je seveda vprašanje bolj za pristojnega ministra, kaj bo naredil in koliko ima sploh on samostojno možnost odločati, ne? Ker včasih se pri teh odlokih, ki jih vlada sprejema, ne morem znebiti občutka, da je v resnici minister za zdravje tisti, ki se še najmanj posluša, ne? Ker ti odloki so takšni, kot da bi jih pisal notranji minister, ki pa nič s tem nima v resnici, ne? Tisti, ki je odgovoren za zdravje v tej državi, je minister za zdravje in potem pa seveda vlada kot celota. In recimo, jaz se prav spominjam, kako grozno je, ko sprejemajo ukrepe, ki se niti kontrolirati ne dajo. Ne, če se spomnite, niti več ne vem, a še velja, da recimo tisti, ki morajo delati od doma, se morajo doma testirati, čeprav delajo od doma, doma so. Ne? A veste, kje je težava tega odloka? Ne smejo se predpisovati stvari, ki so nelogične, po drugi strani pa, zakaj predpisovati stvari, ki jih ne moreš kontrolirati? Ja, kdo pa lahko vstopi v zasebno stanovanje, če je z ustavo zaščiteno, ne? In to se vidi, da v bistvu odloke pogosto pišejo ljudje, ki imajo zelo radi represijo, ki ne razumejo, kaj so demokratične vrednote in če nečesa, da so pa demokratične vrednote v Sloveniji kljub vsemu zaščitene tudi z ustavo. In lahko vlada kakršnikoli odlok sprejme, ampak če je v nasprotju z ustavo, bo razveljavljen. Vi ste po osnovni izobrazbi veterinar, torej imate z živimi bitji tako ali drugače izkušnje, pa vseeno, kakšen je vaš pogled na nevarnost tega oziroma na tega virusa povezanega s korono? Kak je nevaren? Fejst, malo, srednje? Kak je sploh nevaren? Jaz nisem med tistimi, ki bi govoril, da korona krize ni. Korona kriza seveda je. To je zadost, če pogledamo, kako so zasedene tudi slovenske bolnišnice. Dovolj je, če pogledamo, kaj se je dogajalo tudi našim znancem, mogoče celo prijateljem. In ne nazadnje, če imam v glavi dobre podatke, upam, da so točni, v Sloveniji nažalost letno umre zaradi različnih razlogov okoli 20.000 ljudi. Lani? Skoraj 21. Ja, različno. Katero leto tudi samo 19.500, katero leto pa več kot 20.000. Torej se premika. Marsikaj vpliva na smrtnost. Ampak če imam v glavi dober podatek, je lani v Sloveniji umrlo 24.000 ljudi. Ob vseh ostalih dejstvih je to številka, ki vsakemu mora reči, korona, viroza, epidemija je nevarna. Je pa seveda drugačna od nekaterih drugih bolezni. Nekatere bolezni so takšne, da tudi nalezljive, da če jo boliš, je zelo velika smrtnost. Pri koroni je pa takole, da je pa izjemno hitro se širi. Torej, virulenca tega povzročitelja je izjemna in ko pridejo nove variante, recimo, če gledate delto in jo za alfa primerjate, je še bistveno bolj se hitreje širi kot prejšnje variante, in potem na ravni populacije, ko se gleda, je smrtnost zelo velika, res pa je, da je največja v skupinah, ki so posebej ogrožene. To pa so recimo starejši ljudje, pa tudi imunsko oslabeli ljudje. Zato jaz razumem in sem tudi pristaš prostovoljnega cepljenja. No, to bi jaz vse na cepljenje še bova prišla, ampak jaz imam drugo vprašanje, predvsem bolnice. A ni čudno, da pred korono so se bolnišnice utapljale v rdečih številkah, zdaj so pa naenkrat prišle v črne številke? A ni to nek sum iz ozadja, da je to nekdo izkoristil v svoj prid? Kaj da vemo, en bolnik je stal 8.000 evrov, so zaslužili potem, če je samo bil hospitaliziran, tako naprej. Taki občutek sem dobil, da so to kar izkoristili. Medtem ko pa ogromno operacij drugih stvari je pa odpadlo. Poglejte, korona bolezen je grozljivo prizadela naš zdravstveni sistem in je strahovito zmanjšala dostopnost do ostalih,
tudi zelo nevarnih bolezni, da se ljudje zdravijo, to je jasno, ne. Dejstvo je, da je v začetku država za korona bolnika seveda bolnišnice preplačevala. Plačevala je več kot v tujini za podobne primere. Jaz od kraja v tem nisem videl nekoliko nič spornega, tako po domače sem si razlagal, ok, bo prišlo več denarja v bolnišnice, ki so vse po vrsti podhranjene in bodo pač finančno si pomogle, kupile tudi opremo, ki jim manjka in podobno, ampak na koncu se ni to zgodilo v resnici. Mimogrede se tudi sedaj so v bolnišnice ponovno zelo v črnih številkah, ne v rdečih številkah, ker pač enostavno ne poslujejo dobro. Najbolj grozno je, da grozljivo slabo posluje Klinični center Ljubljana, ki je kljub vsemu ta glavna, tam se 35% teh najbolj zahtevnih stvari v Sloveniji naredi in se finančno hitreje tone kot Titanik takrat, ko je zadev obledeno goro. Torej je bila korona za njih božji dar? V nekem trenutku, ne. Po drugi strani pa v bistvu se je vsaj v Kliničnem centru Ljubljana ugotovilo, da več ne znajo gledati, kaj so stroški, vsi stroški so jim eksplodirali, prihodki, zato ker drugi stvari pa delajo manj ali dosti manj, pa so jim začeli hitro padati. Pa še nekaj se je zgodilo, kar je grozljivo. Strošek korona dodatkov za zaposlene v javnem sektorju, jaz o tem večkrat govorim, pišem in sedaj končno bo prišlo do nekih sprememb, to je ena največjih rak ran borbe Slovenije ali te vlade proti korone. A se lahko zamislite, da je recimo strošek korona dodatkov za javni sektor, če ga primerjamo z vsemi stroški za testiranje, za cepljenje, za zdravljenje bolnikov, 2 do 3-krat večji. Torej strošek za korona dodatke za zaposlene v javnem sektorju je 2 do 3-krat večji kot vsi stroški za korono v bolnišnicah, vključno s testiranjem, vključno za cepljenje. Povem vam praktični primer, ne. V Nemčiji, recimo, ko so tudi vedeli, da tistim, ki delajo za korona, mislim, za bolnike treba nekaj plačati, je bila Merklova zelo racionalna. Ona je lansko leto rekla, da lahko maksimalno zaposlene, ki dela za temi ljudmi, to so zaposlene v zdravstvu, zaposlene v sociali, v nobenem primeru ni pustila, da se na ministrstvih izplačujejo, lahko dobi na leto maksimalno 1000, letos pa 1500 evrov. Kaj se je zgodilo? Ena Nemčija, ki je 41-krat večja kot Slovenija, je lansko leto za korona dodatke izplačala pomembno manj kot Slovenija v absolutnem znesku. Nemčija je plačala 100 ali 150 milijonov, Slovenija je pa lansko leto, pa je 41-krat manjša denarja, ki ga ni, ki je sposojen in ga bojo naši vnuki plačevali, ga je namenila za korona dodatke v javnem sektorju, mislim, da 270 milijonov. In jaz sem vlado spraševal, zakaj, seveda vlada je rekla, ja, to je kolektivna pogodba, pa še 5 zakonov, ki so jih sami sprejeli. Ja, kolektivna pogodba je takšna. Ja, ampak če napaka kolektivne pogodbe, moraš lansko leto takoj predlagati, kaj naj naredimo, da neko normalno stanje vzpostavimo. Saj sindikati niso slabi, sindikati so prvi, ki razumejo, da takšnega stanja pač ne more biti. Torej, velika napaka pri korona krizi je, da je država razmetavala denar, ko rečem pa država, koalicija to opozarjala, torej vladajoči, ki ga ni imela na razpolago, in kot druga, da je v celoti prezrla način širjenja koronavirusa. Pa ni bil to na nek način neki vzvod, da se je vlada kupila nek socialen mir s tem? Vseeno so bili ti dodatki ne samo v bolnicah, tudi pri ostalih, policiji in tako naprej. Potem so si mislili, dobro, imamo omejitve, imamo vse polno denarnico. Poglejte, vsakemu je jasno, da ali jim je ušlo, ali pa so v narekovajih podkupovali določene skupine. Ampak če je potrebno dati korona dodatke, daj potem tistim, ki so najbolj revni. Ne pa takole, da recimo strežnica, ki stoji v postelji, pa je več bolnikom kot neki doktor znanosti, dobi mogoče 10, 100 ali pa 1000-krat manj kot nekdo drug. Tega drugot ni, ne? To je samo v Sloveniji. In to je huda napaka, ampak obstaja še hujša, če vam lahko povem. Ja, izvolite. Lansko leto so že v polovici lanskega leta ugotovili, dokazali pa novembra lani, da v bistvu je treba biti pozoren, kako se koronavirus širi. To veste, pri nas so bili glavni ukrepi od zunaj. Ne se sprehajati, manj se sprehajajte, maske imejte, ne biti v skupinah. Ne? Ja, pa sedi na kavču, pa televizijo glej pa. In potem so tam celo, se spominjamo, da so nekim revežem, neki družini je mogla par 100 evrov plačati, ker je zunaj jedla rogličke. Ne? Tega nikjer ni bilo. Ne? Nemci so ugotovili, potem tudi vsi ostali so to potrdili, da recimo na 7000 primerov okužbe je samo 1
en primer od zunaj. Vse ostalo se je zgodilo v zaprtih prostorih. Zakaj? Zato, ker se večinoma širi z najmanjšimi delci aerosole. Aerosoli, če so od zunaj, to kar odleti v zrak, ne? V zaprtih prostorih pa lebdijo in lebdijo. In je treba nekaj s tem narediti. Zato so recimo izjemno začeli govoriti o prezračevanju, ampak prezračevanje ne pomeni, je tudi odpiranje oken, ampak prezračevanje je dosti več. To pomeni vlaganje v čistilce zraka. To recimo v šolah, v bolnicah, ko so namestili tako imenovane čistilne. To so po celi Nemčiji, ali kako so to začeli? Kot začasen ukrep so recimo, če gledate Nemčijo, če gledate Avstrijo, recimo Kanada, zdaj namešča že druge, ne? Dokler ostalo ne morejo urediti, so dali čistilce s temi filtri. To so zelo poceni stvari. Kanadčani so ugotovili, da če je ta stvar v razredu, pa so okna zaprta, s tem, ko čišči zrak, v bistvu se za 4-krat zmanjša možnost okužbe. Seveda, usmeritev je pa drugačna. Usmeritev pa je, naredi vse, da bo v zaprtem prostoru vsaj 7-krat na uro zamenjan slabi zrak z čistim zrakom od zunaj. Zakaj potem tega pri nas v šolah nimamo? Ne vem. V javnih ustanovah, v bolnicah? Ko so to v tujini delali, je slovenska vlada v celoti zamudila recimo to leto. In jasno je, kje celo, pa to ni šala, sem zapisal, ker smo sklicali, zahtevali sklic in to bo te dni, ne, nujne seje odbora za zdravstvo državnega zbora, sem napisal, če bi vsaj 1% denarja, ki so ga namenili za korona dodatke zaposlenim v javnem sektorju, če bi ga namenili za šole, bi naši študentje, naši dijaki in naši šolarji v osnovnih šolah bili 4-krat bolj varni. To so Kanadčani ugotovili. 1% tega denarja, kar so ga namenili za te visoke dodatke v javnem sektorju, ki so bile tako krivično razporejene. PCT pogoj. Menite, da se ta testiranja prvič upravljajo na pravilen način in pa ali je to primerno, da se to plačuje? Jaz sem pristaš testiran tudi hitrih, ob tem, da se zavedam vseh pomanjkljivosti, ampak hitro testiranje je kot sito. Pač dobiš en del ljudi, ki mogoče sploh ne izgledajo bolni, ampak izločajo virus, ne dobiš pa vse. Ampak ker jih nekaj dobiš, se v bistvu v populaciji zmanjša nevarnost prenosa. Po mojem mnenju bi pa bilo zelo potrebno, da so brezplačni in da so dovolj na razpolago. Recimo, ko sem tekom leta sva šla z ženo se z avtom peljati po Evropi, v Berlinu, vam povem, ko se človek sprehaja po ulicah, skoraj vsaki drugi trgovini, pa ne vem, frizerskem salonu, v vseh lekarnah, ne, opravljajo hitro testiranje, ki ga človek tam opravi v nekaj minutah in to deluje, ne. In potem se pride v Mursko Soboto, ker recimo včasih, ko je preveč ljudi, se čaka tudi uro ali pa dve. Seveda, da se s tem en del ljudi, ki jih zanima, kakšno njihovo stanje, odbije. Tako da, jaz sem pristaš brezplačnega testiranja, ker s tem kljub vsemu bo zdravstveno stanje boljše. Jaz sem pristaš, da se podobno kot v Avstriji lahko tudi testira kri na protitelesa, ker namreč eni ljudje, ki so prebolevali v času, ko ni bilo testiran za PCR-jem, ker je bila takšna doktrina, ne. In ti ljudje, recimo, če živijo v Avstriji, pa tudi ostali, ki so preboleli, gredo na testiranje in če imajo dovolj protiteles v krvi, je to znak, da so odporni. Saj mi iščemo odpornost, ne. Slovenska vlada se iz neznanega razloga tega oklepa, se tega brani. In kot tretja zadeva, kar sem že povedal, ne, jaz seveda sem pristaš cepljenja, ki pa mora biti prostovoljno. Prisilno cepljenje, jaz vam povem, da bo dalo točno kontraučinek. To, kar pa je slovenska vlada naredila, ne, da želi prisilno cepiti tisti, ki ljudi manj ogrožajo. Ker v Evropi, tam, kjer so se odločili, ne, niso rekli državni uslužbenci. Rekli so nekateri drugi, ki so več v stiku z bolniki, z otroki in podobno, ne. S tem, ko pa je v Sloveniji vlada rekla državnim uslužbencom, je pa kaj povedala? Povedala je, mi vas nimamo radi, in bomo izvajali ukrepe, ker jih druge ne želimo ali ne upamo. Kako je vaš pogled na ta PC pogoj za vojake in za policiste in seveda ta njihova, bom rekel, pritožba na Ustavno sodišče? Kakšno so vaše, najprej kakšen je vaš pogled na to dejstvo, da pač vlada na njih pritiska, po drugi strani pa kaj lahko od Ustavnega sodišča pričakujemo? Kot prvo, to v vsakem primeru ni strokovni razlog, da so to uvedli.
to je jasno, ne, strokovna komisija je čist nekaj drugega predlagala in jaz to razumem predvsem kot neko obliko diskriminacije in želje, da se tudi preko tega podredi vse, kaj si mislijo podrediti. Zdaj seveda nihče od nas ne ve, kako bo Ustavno sodišče odločilo, v mojih očeh je pa ta ukrep globoko protiustaven. V Nemčiji so bile volitve v nedeljo. Zelo zanimiv volilni rezultat, kajti nima ne ena, ne druga opcija večine. Zmagali so vaši strankarski kolegi, socialdemokrati. Kaj to pomeni za Slovenijo? To je dober znak, ne. Če pogledate, kje vse so zmagali, torej so bistveno povečali, mislim, da imajo 50 več poslancev v Bundestagu, kakor so jih imeli do sedaj. 150 ali nekaj so zdaj imeli, zdaj prek 200. Tako, zdaj, čeprav številke moče še kaj spreminjajo, zadnja, ki sem jo opazoval, je bila 206. Ne. Ker oni nimajo vedno istega števila poslancev. In tudi na dva načina volijo. Eno je direktni mandat, eno pa stranko. Tako je. Človeka volijo pa stranko. Tako je. In jaz upam, da bodo to naredili naši socialdemokrati, kar so govorili, da bodo šli skupaj z zelenimi in tudi sedaj z liberalci, ker pač drugače se to ne zna. Je to možno, zeleni pa liberalci, kombinacija? To je tako ogenj pa leta, kako je to jim pravijo. To pomeni, da bo dosti usklajevanja. Seveda bi bila bistveno lažje usklajevanja, če bi skupaj šli verjetno socialdemokrati, Die Grüne in Levica, torej Die Linke, ampak to pa zdaj teoretično ni več možno, ker je Levica prekratka za to. Jaz upam, da ne bodo šli tako, kot je bilo sedaj, socialni demokrati in Krščanska unija, ker te bo to prežvečena zgodba in volivci bodo upravičeno se počutili prevarane. Na samo Evropsko unijo je pa tako jasno, kako bo vplivalo, ker je znano, v katerokoli smer pogleda Nemčija, začne gledati tudi Unija kot celota. Nemčija je vodilna država. Drugače pa tudi sam kancler kandidat, gospod Scholz, je imel čist pravilne usmeritve, ki so meni tudi osebno zelo blizu. Samo upam, da bo enako vešč, kot je bil v času pred volitvami, sedaj tudi te dni in te tedne, da bo znal sestaviti racionalno vlado, ki bo pa definitivno vplivala na Evropsko unijo kot na celoto, s tem pa tudi na Slovenijo. Bile so volitve tudi v Gradcu, občinske, zmagali so komunisti, skoraj s 30%. Ja, kaj hudiče se pri sosedih dogaja? Saj poznate, komunistična stranka Avstrije je bolj ali manj prisotna samo v Gradcu, druge je dost nepomembna, tu je bila pa vedno pomembna. In tisto, ko se zdaj ljudje sprašujejo, kaj je pa tista glavna obljuba, ki so jo dali, pa če dobro berem, piše, da so obljubili bistveno lažji dostop do nečesa, kar tudi v Gradcu manjka, to je do stanovanj. Gospod Židan, hvala lepa za obisk našega studia in zanimive izjave. Hvala za vabilo in vse dobro vam želim. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje.